Pozdravljeni v viziti. Težave, ki so očem velikokrat skrite, a so vedno bolj pogoste. O simptomih tesnobe, anksioznosti in depresije, predvsem odrasli, ne radi govorijo, a se že tretjina vsakodnevno sooča z njimi. Podobno je tudi med mladimi in stanje se z leti samo še slabša. Vsak tretji mladostnik ima povišano verjetnost depresije, ravno toliko jih vsaj enkrat tedensko doživlja nervozo, razdražljivost ali nespečnost. Desetina mladostnikov pa ima duševne težave že diagnosticirane. Komunikologinja in tekstopiska Barbara Nemec je sorodnica mladostnice, ki je v času epidemije dobila diagnozo depresija in generalizirana anksiozna motnja. Najstniki načeloma ne razkrivajo sami, ker imajo občutek oziroma njihova naloga osamosvojitvena je, da sami zadeve rešujejo. Tako da mogoče kakšen najstnik tudi pride s svojim problemom, ampak včasih je treba zelo veliko v bistvu podrezati na tak nežen način, da vidiš, da se mladostnik počuti grozno. Iz izkušenj danes ve, da je prva pomoč sočuten pogovor, bodisi staršem, sorodnikom, prijateljem, osebo, ki ji otrok zaupa. In tu je pomembno, pravi, in na to opozarja tudi sledilce na družbenih omrežjih, da poslušamo, ne prekinjamo, ne obsojamo in ne ponujamo svojih mnenj in instant rešitev. Čez vse te korake ugotoviš, da tako kot človeku za zlomljeno nogo ne reče, da je malo se dvigan, pa preteč teh 20 kilometrov, tako pri depresiji, anksioznih motnjah ne moreš reči, ne biti paničen, se bo, ker včasih tudi ne bo. Duševne stiske niso posledica šibkosti, opozarja zdravnik in avtor najbolj brane knjige lanskega leta David Zupančič. Zato o tem govori in piše. Konec meseca prihaja na police njegova nova knjiga Znanost mirnega življenja. Postal je tudi ambasador kampanje Nisi okej, povej naprej. To se mi zdi zelo škodljivo, ker se propagira nekako ta podoba, da nekdo, ki je uspešen, je nezmotljiv, je močen, da to, če imaš stiske, zname, nespečnosti, si šibek in ne boš uspešen. S tem, ko pokažeš, smo vsi konec koncev samo ljudje, tudi koga spodbudiš, da to, da ima on neko stisko, naj bo to med študijem, med službo, ne pomeni konec sveta, ne pomeni konec kariere. Zupančič govori iz lastnih izkušenj. Za seboj ima nekajletno obdobje anksioznosti, tesnobe in nespečnosti. Mene je med študijem enkrat zelo pritisnil ta nekak pričakovanja, ki sem jih imel jaz do sebe, svet do mene, se pravi študij, nekoč zdravnik, dežurstva, zmeraj boljši, zmeraj več in enostavno takrat sem se začel spopadati s temi nespečnosti, ki so mi pa potem nekako zaciklale. Seveda bolj, ko sem bil utrujen, manj sem lahko delal, bolj me je skrbel, da bom še manj delal. Stiske je uspel premagati sam ob veliki podpori in razumevanju družine, delu na sebi, stečaj avtogenega treninga, meditacije in čuječnosti. Kdo reče, ukvarjati sabo, knjiga za samo pomoč, osebnost dorast, to je škodljivo, to je sebično, ampak mislim tako, koliko zdravnikov, ki je izgorelo, bo komurkoli lahko pomagal. Koliko zdravnikov, ki konec koncev je zapustil medicino ali pa naredil samomor, koliko bolnikov bo lahko oni pozdravili. Začeti moraš pri sebi, seveda s ciljem, da deliš pol to empatijo navzven. Ker tretjina mladostnikov se vsaj enkrat tedensko spopada z nespečnostjo in razdražljivostjo, kažejo podatki raziskave, ki jo vsake 4 leta opravijo med 11, 13, 15 in 17-letniki v Sloveniji. Vsak šesti se počuti osamljenega in poslabšanje se kaže že vse od leta 2017, pojasnjujejo na NIJZ. Lahko ugotovimo, da se je poslabšalo zadovoljstvo z življenjem. Več je psihosomatskih simptomov, predvsem pri 13-letnikih smo to zaznali, potem pa seveda večja verjetnost simptomov depresije. To je kar nekako največji porast iz 13% na več kot 30%. Posebej, bom rekla, večje razlike imamo pri dekletih. Za najstnico iz Barbarinega družinskega kroga so pomoč iskali prek pediatra, pedopsihiatra po dolgi in zapleteni poti, ki je trajala skoraj 2 leti. Od leta 2019 je sicer po državi vzpostavljenih 17 centrov za duševno zdravje odraslih in 19 centrov za duševno zdravje otrok, kjer lahko posameznik dobi pomoč multidisciplinarnega tima tudi brez napotnice. V pomoč pri stiskah, odraščanju in vzgoji pa so lahko tudi brezplačni programi za otroke in starše. V Sloveniji imamo program Neverjetna leta, ki je namenjen staršem tako predšolskih kot šolskih otrok in tudi učiteljem, s katerimi krepimo veščine starševstva. Prav s tem namenom, da znamo normalne situacije, ki so življenjske, prepoznati in pri otroku tudi ustrezno ravnati. Drug program, ki bi ga radi izpostavili, je spletna svetovalnica To sem jaz, ki je prav tako z dokazi podprt program za krepitev veščin, predvsem mladostnikov, pri soočanju z vsakdanjimi stiskami. Pomaga pa lahko tudi, da življenje kdaj upočasnimo in nismo tako zelo zahtevni do sebe in drugih. Konec koncev imamo tudi zdravnike, ki so študirali 8-9 let, namesto 6 pa so vrhunski zdravniki.
Imamo specializante, ki končajo specializacijo čez 10 let, mamice, ki imajo vmes 3 otroke, pa so vrhunske specialistke. Nekako vsak ima svoj tempo in ni treba skozi samo hiteti. V bistvu razumevanje, poslušanje, validacija, konec koncev, da poslušajte jih, opazujte jih, pa predvsem bodite jim zaveznika. Ne? Svojim ambicijam pa je sledil Primož Roglič in zdaj je tudi uradno jasno,